Republika Slovenija si je pod tretjo Janševo vlado za naslednjih 6 let zadala, da bo v orožje, v oboroževanje investirala 780 milijonov evrov. To številko sem podal, zato da si jo zapomnite, ker bom zdaj malo sešteval, koliko bo šlo v druge stvari. Ko se je ta zakon o investiciji 780 milijonov evrov v orožje znašel v parlamentu, smo v Levici opozarjali, da se ta sredstva zažirajo v stvari, ki so bistveno bolj potrebne od orožja. V zdravstvo, v domove za starejše, v stanovanja, v gradnjo železnic. In takrat smo dobili od vlade odgovor, naj ne skrbimo, v proračunu sicer niso postavke velike, so enako malenkostne, kot so bile prejšnja leta, za gradnjo stanovanj praktično postavke v proračunu ni. Ker je rekla vlada, bomo ta sredstva že uspešno pridobili prek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost iz Evropske unije. Zdaj so pa številke v tem načrtu naslednje. Vlada je zaprosila za 5 milijard, od tega bo investicij v zdravstvu pičlih 200 milijonov oziroma 4% celote. Investicij v domove za starejše, prej smo slišali predstavnika koalicije, kako se je hvalil, koliko domov za starejše bodo zgradili. Investicij v domov za starejše bo samo za 100 milijonov oziroma 2% zaprošenih sredstev. Investicij v stanovanja bo 185 milijonov, malo manj kot 2% zaprošenih sredstev. In investicij v železnice bo približno 4-krat manj kot investicij v ceste. In zdaj, če mi to seštejemo, zdravstvo, domovi za starejše, stanovanja, železnice, v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, šele ko te 4 stvari damo na kup, pridemo do 780 milijonov, kar je enaka vsota kot tista, ki jo vlada namerava zapraviti iz državnega proračuna za orožje v naslednjih 6 letih. Se pravi, za orožje bomo dali toliko v naslednjih 6 letih, kot bomo dali v naslednjih 6 letih skupaj za investicije v zdravstvo, domove za starejše, stanovanja in železnice po tem načrtu za okrevanje in odpornost. To je realnost tega načrta.